Lepo pozdravljeni, moje ime je Meri in sem Medi. In danes na ta prav poseben dan, na 1. novembra, na praznik vseh svetih ali dan mrtvih, kakor želite, je prav, da posnamem en poseben video, v katerem vam odgovorim na vaša vprašanja, da podam sporočila duš preminulih in da tudi oni povejo svojo plat tega praznika. Zakaj je pravzaprav to praznik? Morda zato, ker se vsi množično želimo spomniti vseh naših prednikov, tistih morda še celo, ki jih nismo poznali, pa vemo, da so naši predniki. Jim nesemo na grobove sveče, aranžmaje, urejamo, pripravljamo in tako naprej. Odkrito povedano, nikoli nisem popolnoma razumela tega, zakaj. Zakaj vsa ta norija, zakaj ti nori obiski na Britovih, kot po domače rečemo. In danes vem, zakaj tega nisem razumela. Zato, ker je moj stik z dušami preminulih pravzaprav v vsakem momentu, na vsakem koraku, ne glede na to, kater datum v letu je, kater dan, katera ura. In danes razumem, zakaj mi je bilo to tako čudno že prej, zaradi česa tega nisem razumela. Ja, zato, ker sem dejansko imela stik z dušami ves čas. In grob mi nikoli ni predstavljal nek konec. Vedno pravim, da je grob tisto mesto, kjer je odložena obleka duše, ki jo je uporabljala za to, da se je lahko gibala na zemlji. In dušam je ta izraz kar všeč. Zato jaz ne prižigam mrzlično sveč na 1. novembra, ne nosim aranžmajev in tako naprej, ampak mogoče na 1. novembra še posebej rečem: evo, danes pa lahko res poveste, kar želite, kdor želi, kolikor želi. Pravzaprav, ja, lahko bi rekla, je 1. november zame vsak dan. Zato mi niti ni tako zelo nekaj posebnega, je pa definitivno poseben bil danes. Zakaj? Zato, ker so se duše noro oglašale, ker ste vi pošiljali sporočila, vprašanja v nebo in se spraševali, ali pridejo vprašanja in sporočila do vaših ljubih preminulih. In to je njihov odgovor. Pridejo. Vse so vas slišali, zaznali, vse občutke, ki ste jih sprožili, vsi spomini, ves smeh, ki ste ga obujali, mogoče skupaj z družino, kot spomin na nekoga, ki vas je zapustil, vse to so duše doživele z vami. Se bom navezala še kar na vprašanje, ko mi je ena napisala: kaj se dogaja, Meri? Mene non-stop mrazi, mene obliva toplota. To je to. Na ta način vam duše želijo sporočiti, da so z vami, da niste sami. In vaše telo na ta način zazna frekvenco, ki je sicer ni, ki ni prisotna. In tako zaznate, da je nekdo prišel in vas je morda objel. In toliko je bilo razmišljanja o 1. novembru, o tem, a bomo šli na grobove, kaj se sploh bo zgodilo glede na trenutno situacijo. In duše so rekle: ne skrbite, nič hudega, če nam ne prinesete 10 sveč na grob, če nam ne boste prinesli najlepših pušeljcev, nič hudega. Nam je važno, da se nas spomnite, da se nasmehnete, da obudite kakšen spomin, ki smo ga doživeli skupaj. In to nam daje vedeti, da niste pozabili na nas. In pravijo, da ves čas moramo vedeti, da oni nas nikoli ne bodo zapustili. Zapustili so zemeljsko obleko in nas s tem zapustili fizično, ampak duše ostajajo z nami. Ne, da so ves čas v prostoru in, ne vem, mečejo kozarce po tleh in loputajo z vrati in tako naprej. Lahko se kdaj pa kdaj zgodi tudi to, zaradi tega, ker želi duša intenzivno dati znak, da je z vami. Načeloma je pa ta njihova prisotnost, nikoli vas ne bomo zapustili, res tista,
ki iz neba gleda na naše življenje in ga spremlja, in takrat, ko ve duša, da mi potrebujemo pomoč in smo mi za to odprti, takrat poseže in zbere vso svojo energijo za to, da lahko na zemlji sproži nekaj, kar mi rečemo, kaj se je pa zdaj zgodilo. In ne, res, duše niso jezne. Duše niso jezne zato, ker se danes zavoljo tega, da smo mi okej in da mi poskrbimo drug za drugega in trenutno ostajamo bolj kot ne doma, niso jezni, ker nismo šli na grobove. Okej? Res je zelo pomembno, da sprejmete to, da duše niso jezne. Vsa sporočila, ki ste jih poslali v nebo, vse misli, kot sem že povedala, so zaznali. In očitno je to treba dovolj jasno povedati, zato ker mi to ta trenutek ves čas ponavljajo. In pravim, saj sem že povedala, ne, kar še enkrat pove, ker je res pomembno. Okej, torej veste, res je pomembno, vsaka misel, vsako sporočilo pride do duše. Do tiste, komur je namenjeno sporočilo ali pa morda širše. Duše pravijo, da ni pomembno, da se spomnite vsakega posebej. Joj, pa še tega sem pozabila. Pa še to, pa še on. Ni treba. Da mi z nekim namenom sporočimo, kot recimo, dragi moji, ki ste tam, ki bivate, ki lahko izberete besedo nebo, nebesa, onostranstvo, kar vam je ljubše, kakor čutite. Jaz pravim včasih v hecu vitam gor. Vsi, ki vas poznam, ki me poznate, ki me spremljate, hvaležna sem vam za to, da lahko stopam v stik z vami, za to, da mi lahko pomagate in dovoljujem vam, da posegate v moje življenje takrat, ko veste, da je vaša pomoč zame najboljša. Evo, in na ta način jim damo na nek način dovoljenje, da nam pomagajo, hkrati pa si zagotovimo to, da nekdo bdi nad nami in nam pomaga. In zaupanje in vera v to, da je nekdo tam, ko bi vam znala povedati, ko bi vam znala razložiti občutke, ki jih doživljam ob tem, nepopisno je. In življenje je tako lahkotnejše. In iskreno vam želim, da čim večkrat začutite to lahkotnost, da začutite, da niste sami. In za konec bodo duše predale zelo direktno sporočilo. Pravzaprav sem tekom celega dneva zbirala to, kar vam moram povedati, kaj naj razložim, in nekako so bile te stvari bistvene. Če bi kdorkoli imel še kakršnokoli vprašanje, je seveda dobrodošel. Ampak ta trenutek pa duše pravijo še direktno sporočilo. Duše pravijo, odgovarjamo vam. Radi vas imamo od prvega dne, ko smo vas spoznali, do našega zadnjega izdiha. Veselimo se z vami vaših uspehov. Veselimo se z vami vsakega vašega vdiha. In veselimo se, ko lahko v svojem življenju začutite lahkotnost. Ko bi lahko razmišljali s tako objektivnim pogledom in s tako široko perspektivo, kot jo imamo kot duše, potem bi za življenje definitivno izbrali veliko več lahkotnosti. Veliko večjo mero zaupanja in vere. Vere v to, da vse pride zato, da se nekaj naučimo in da potem gremo naprej.
da vzamemo izkušnjo, bodi si naj bo težka, bodi si naj bo lahkotna, zato, da je naše življenje bogatejše. In polagamo vam na srce. Uživajte v življenju, vdihnite, vsak vdih naj bo svoboden, vdihnite svobodo, ki jo lahko imate, čeprav je ta trenutek morda za vas okrnjena. A iz vsake izkušnje, iz vsake situacije skušajte dobiti tisto najboljše. In naj bo 1. november ali 30. maj, 28. februar ali 4. avgust. Nima veze, kateri dan je, da se spomnite na nas. In naj vam misel na nas ne prižene na oči solze, temveč naj vam na obraz nariše nasmeh. Radi vas imamo tu iz neba in vam pošiljamo močne objeme. Mislim, da so duše povedale vse. Za kakršnokoli vprašanje, morda stik z vašimi preminulimi, sem vam kadarkoli na voljo. Moja spletna stran je www.medijstvo.si in tam najdete tudi vse druge kontakte, kje in kako me najdete. Želim vam lahkotne dni, lahkotne vdihe in izdihe in naj duše bogatijo tudi vaše življenje.